Vaše podjetje deluje na področju raziskav, razvoja, svetovanja za farmacevtsko, prehransko in kemično industrijo. Razvijate tudi učinkovine za zdravljenje redkih neozdravljivih bolezni, nove antibiotike, pa tudi nove procese za proizvodnjo vitaminov in drugih molekul. Kaj bi lahko rekli, da je, oziroma kje je glavna moč vašega podjetja, katerega ime pomeni, čeprav razumem, prvo bojna črta nek fokus? En stopnjo više postavimo, kakšen je model, biznis model oziroma poslovni model ACS Bio. Se pravi, ima dva stebra. En steber so raziskave za večjo farmacevtsko, agroživilsko industrijo oziroma kemijsko industrijo. Drug steber so pa interne raziskave. In ACS Bio se je pozicioniral kot podjetje, raziskovalno podjetje, ki želi razvijati mikrobiološke rešitve oziroma tehnologije za proizvodnjo različnih visokovrednih molekul. Zato je tako pester oziroma širok izbor izdelkov, ki ste prej našteli. Se pravi, naš core biznis je razvoj teh mikrobioloških tehnologij. Nismo pa pozicionirali, da moramo razvijati samo vitamine ali pa samo nove antibiotike. In hočemo ostati raziskovalno podjetje in pol dolgoročno iskati partnerje, ki bodo naše rešitve tržili v različnih oblikah, kot je to naprimer lahko joint venture oziroma spin-off oziroma strateška partnerstva. In to na eni strani smo že začeli delati, se pravi, ACS želi biti neke vrste rožica, kot sredina je ACS, z veliko temi sateliti, različnimi rešitvami oziroma tehnologijami. Ena izmed takih tehnologij, ki ste verjetno slišali, je proizvodnja vitamina B12 z sirotke. To je ena zelena tehnologija, ki uporablja odpadni material iz mlečne industrije in želimo doseči neko visoko vredno komponento, to je vitamin B12. Hkrati pa rešujemo okoljski problem, odpadni votec in tako dalje. In to smo uspešno demonstrirali najprej v naših laboratorijih, potem smo zgradili naš obrat v Kamniku, ki je velik 10.000 litrov, demonstrirali v realnem industrijskem okolju in to prenesli zdaj. Te tehnološke parametre so zdaj zreli za prenos v pravo industrijo in tukaj smo z enim nemškim oziroma večmilijardnim podjetjem sklenili joint venture in ideja je, da se zdaj, ki ima predstavništva več kot 100 različnih držav po celem svetu, ki bo to imel strašno moč v prodaji. Zdaj se pa zadnje pogajanja so oziroma določitvi lokacije in izgradnji tovarne skupaj z neko veliko mlekarno v Evropi. Drug tak projekt oziroma produkt je bil, mi imenuje to TM3 oziroma TM3 Therapeutics je spin-off, ki smo postavili in to je pa razvoj novih orfan zdravil sirot, ki je za eno redko, zelo nevarno otroško bolezen, nevrodegeneravno otroško bolezen. ACS je razvil postopek, kako se ta molekula naredi, patentiral, dobil orfan status za to oziroma orfan status za to molekulo od Evropske agencije za zdravila in to smo ustanovili spin-off podjetje, ki je dobilo nov kapital in zdaj posluje kot samostojno podjetje. In v to je največ vpleten zdaj Enej Kuščer, naš tudi soustanovitelj ACS, ki je trenutno prokurist, pa še vedno strateško vpleten v ACS. Se pravi, tretji tak produkt je bil nov antibiotik, ki smo ga skupaj z univerzo začeli skupaj delati z univerzo v Ljubljani, ki je naredil osnovni odkritje te genske spojine, polje ACS razvil proces in različne biosintezne analoge, optimizirali to produktivni proces, pa v naslednji fazi pridejo, ko je to treba evalvirati ta nov antibiotik, ki je zelo pokazal se zelo zanimiv za multirezistentne bakterije, ki postaja vedno večji problem in tudi vedno več smrti je zaradi tega. Po drugi strani pa velika farmacija ne vlaga zdaj trenutno v nove antibiotike, ker so
ker so pač finančni model za antibiotike ni glih najbolj idealen in po drugi strani največ, kako zdravljenje za antibiotike najprej. Prvi je široko spektralni, prvega izbora, drugega izbora in šele potem pridejo najboljši antibiotiki in potem farmacevtska industrija ne želi vlagati oziroma bistveno manj vlaga v nove antibiotike. A ostaje vedno večji problem. In da se učinkovitost, varnost, efektivnost tega antibiotika testira, pač morate imeti različne modele na miših, celičnih linijah in tega ACS nima. To je šel strateško partner z enim največjih nemškim inštitutom, Helmholtz inštitutom, ki pa ima to vse, to znanje v hiši in oni zdaj delajo evalvacijo tega našega antibiotika, delajo tudi na novih analogih iz našega kandidata, pa hkrati tudi še delajo najboljšo aplikacijo, za katero vrsto bolezni infekcij bi se ta antibiotik lahko upravil. In to skupaj z njimi delamo partnerstvu zdaj že, mislim, 2 ali 3 leta. In potem, to je generalna zgodba, kaj smo do zdaj naredili. ACS pa, kot sem že prej omenil, hoče razvijati še naprej nove ideje, disruptive tehnologije, prebojne tehnologije, da želimo zelene procese, ki so manj škodljivi za okolje. Vedno več hrane bo potrebno, ker bo več ljudi. Potem zamenjava plastike iz nafte, oziroma nafte generalno z zelenimi tehnologijami. In tukaj ACS vidi en velik potencial, ki bi lahko mi z našimi znanjem, rešitvami bistveno pripomogli oziroma lahko razvijali. In za ta del, tako imamo to vse skupaj nadimenovalec je industrijska biotehnologija, če se pravi, za ta del svoje pripravljanje smo začeli, da bi ga malo pospešili in zato smo vzeli strateškega partnerja in to je Desano, kitajski, ki je fermentacijska firma, ogromna firma, ki ima vso proizvodno kapaciteto, se pravi, vse tehnologije, ki jih mi lahko razvijamo, se lahko zelo malo proizvedle in potem moramo samo še iskati partnerje za trženje. Pravi, ACS tako v tem smislu hoče ostati raziskovalna firma, ki želi delati nove, inovativne stvari in to z pomočjo drugih proizvesti in tržiti.